Hvala za besedo. Najprej čestitke kolegici de la Hoye za odlično pripravljeno poročilo, za sodelovanje tudi s Komisijo na tem akutnem problemu. Nepoštene prakse v prehranski verigi so zagotovo eden od ključnih problemov, s katerim se danes soočamo, in na koncu prinašajo dobičke špekulantom in težke čase poštenim delovnim kmetom. Zato predlagam, da tudi v Evropi napišemo na izdelke, ali je fair trade. Ni dovolj, da o poštenih trgovinah govorimo samo o kavi, ki prihaja iz drugih kontinentov, vprašajmo se tudi, če so evropski izdelki, ko je, ne vem, mleko kupljeno po 19 centov, 20 centov ali pa katerikoli drugi izdelek po principu poštene trgovine. Drugo pomembno sporočilo iz tega poročila je, da se morajo tudi kmetje povezati in nastopiti učinkoviteje in na ta način tudi postaviti boljšo pozicijo na tem določenem trgu. Največ bo potrebno tudi v bodoči skupni kmetijski politiki nameniti več sredstev za te ukrepe, kot jih imamo danes. Veliko polagam tudi na to, kar je že dejal komisar, da moramo podpreti mlade kmete. Ti mladi kmetje bodo pripeljali v kmetijstvo pa tudi v trženje teh kmetijskih izdelkov nove prijeme, ustvarjali bodo tudi nove priložnosti za delovna mesta na podeželju, uporabljali sodobne tehnologije, digitalne platforme, vzpostavili tudi smart villages, pametne vasi, na katerih bodo se pojavljala nova delovna mesta. Skleniti moramo partnerstvo med kmetom in potrošnikom in takrat bo šlo tudi vsem nam bolje.